Sem Maja Koršič Potočnik, odvetnica in vaš hudič advokat pri temah, o katerih imamo vsi svoje mnenje ali prepričanje, v javni debati pa največkrat ne najdejo mesta. Spoštovane, spoštovani, lepo pozdravljeni v današnji epizodi podcasta. Z mano je gospa Lidija Pavlin. A vas smem prositi, da se predstavite, kot želite biti predstavljeni? V redu, sem Lidija Pavlin. Kaj bi rekla, v življenju sem odigrala različne vloge, tako kot verjetno večina žensk, ki pridejo do te neke moje starosti. V prvi vrsti najraje, čeprav se klišejsko sliši, sem mama in babica. Drugače pa vem, da ste me danes povabili in hvala, Maja, na razgovor zaradi moje zadnje knjige, ki sem jo izdala. In sicer Kar je usojeno, ni izgubljeno, je naslov, in Zgodbe iznad oblakov. To je knjiga, ki vsebuje več kratkih zgodb iz obdobja, ko sem delala kot študentka še na Adrii Airways, naši letalski družbi, ki je danes žal več ni. Če smem še jaz, ker sem to knjigo v bistvu zelo na dušek prebrala. Knjiga pripoveduje, jaz bom zdaj s svojimi besedami, zakulisje dela stevardese, takratni naši družbi Adrii Airways, zakulisje, kako to delo poteka, zgodbice, anekdote, zanimivosti, marsikaj, kar sicer, ko si samo potnik, ostane skrito. In mogoče za začetek, ker je najbolj klišejsko, pa se delno čez to knjigo potrdi, stevardesa je lahko samo mlada, lepa in zelo urejena gospa. A to drži? Ne, to sploh ne drži. Sploh ne drži. Čeprav, ko sem jaz šla na ta natečaj, ko sem se prijavila, sem mislila, da to je res tako, ne. In v bistvu mi je bilo majčkeno strah, a me bodo sploh izbrali ali ne. In potem, ko sem se razgledala okrog sebe, pogledala, sem videla, da ta dekleta niso bila zelo, na prvi pogled lepa. Tudi takrat nismo znale biti še toliko urejene, to je bila Jugoslavija, ne. Smo bile pa v glavnem študentke, in ta urejenost je prišla kasneje. Eden od teh predmetov, ki smo se jih učili, je bila dejansko se imenoval osebna urejenost, in temu posvečam tudi eno poglavje, ker danes se sliši to mogoče majčkeno hecno, smešno, čeprav v nekaterih panogah še vedno ne, ampak tej osebni urejenosti smo potem dali veliko poudarka in so nas dejansko izobraževali res od čisto najbolj osnovnih stvari, ki so bile takrat, ne vem, še depilacija nog, pazduh in tako naprej, do osnovnega mejkapa, do umitih las za vsako priložnost, do spetih las za strežbo, do čiste uniforme, zlikane in tako naprej. Tako da vse to pride kasneje na šolanju. So bile pa dekleta, no, mlade smo pa bile, v glavnem mlade pa smo bile, ker smo bile vse študentke, no, več, ja, tako. Kasneje je prišla ena tožba pred Evropsko sodišče za človekove pravice ene od stevardes iz Iberije, ki so jo odpustili po 35. letu, in ko je ona to zmagala, je v bistvu to odpuščanje stevardes po določenih letih oziroma po določeni starosti postalo prepovedano, vsaj v Evropski uniji. Jaz osebno tudi mislim, da je prav tako, zato ker zdaj v življenjskem obdobju, v katerem smo, se človeku hitro fržmaga, ker zelo hitro postaneš starejši. Ja. Star, ne. Ja. Ampak greva midve še korak nazaj, preden se dejansko spustiva v te anekdote. Morda za začetek, kaj vas je pa spodbudilo, da ste te zgodbe zapisali? Neko strast do pisanja očitno imate. Res je. To je neka mladostna želja, da bi pisala. Ne vem, verjetno kot vsaka najstnica sem si zapisovala svoj dnevnik, in kadar sem napisala v dnevnik, mi je bilo takoj vse lažje in tako naprej. In imela sem to željo, da bi napisala neki svoj roman že kot najstnica, dejansko že nekje v gimnaziji. Pa sem začela in to nekje ostalo v predalih, seveda takrat še rokopisi in tako naprej. No, in potem dolgo časa se ne moreš posvečati sebi, ker so otroci, ker je služba, svojo firmo imam in tako naprej, ne. Prvi tak, ne vem, kako bi rekla, sprožilec, nekoč v avtu, ko sem se vračala z morja, sem poslušala eno hrvaško avtorico, ki je napisala serijo slikanic o Nimaši na Hrvaškem. In takrat sem ravno dobila prvo vnukinjo, Elo,
In v tistem momentu mi je tako prišlo, jaz bom pa tudi zdaj napisala za Elo eno zgodbo, ampak to ni prva zgodba o Eli, sedaj so že 4 obstajajo in so dvojezične v slovenskem in angleškem jeziku. Ni bila samo zgodba posvečena Eli, ta pravljica, povest, pravzaprav resnična zgodba, vse so resnične, ampak je bila posvečena tudi eni deklici, Poloni, ki je bila moja prva prijateljica, ki je bila starejša od mene, 8 let in me je vzela za prijateljico. In če nje ne bi bilo, ne vem, kam bi se pravzaprav moja življenjska zgodba razvijala, kako bi se razvila. Njej sem hvaležna za vse, kar sem danes, in njena žal več ni tukaj. Mislim, še vedno je nekje, ampak ne tukaj. Fizično ni več prisotna. Tako da sem v tej zgodbi združila, se pravi, svojo ljubezen do Ele in do Polone. To je bila moja prva slikanica. In potem so sledile še slikanice, do 4., morda bo še kakšna izšla. Vmes sem pa dobila navdih za roman. In sem napisala prvi roman, ki je izšel še pred to knjigo, o kateri danes se pogovarjava. Jaz dobim navdih resnično kar v spanju in potem tako roka moža in rečem, jaz sem se nekaj spomnila, jaz sem si, daj nehaj, napiši na hitro, pa pusti me zdajle še, majčkeno me še pusti spati. No, in potem je to kar vrelo iz mene, ker moj roman ima pa naslov Hiške z ženskimi imeni in sem tudi čutila to neko notranjo globoko željo, da spravim na papir, ovekovečim zgodbe, rekla, neznanih heroin iz našega okolja, ki jih ima verjetno vsak od nas ali pa nekih mentorjev v življenju, s katerimi raste. No, in to so potem skozi vsako hiško, ki jih je 5, sem v bistvu predstavila 6 pomembnih žensk v mojem življenju. Potem pa, ko sem to zaključila, sem bila zelo utrujena in sem nekaj časa počivala, kar 2 leti. Potem pa sem spet začutila, da je tole zgodbe iz Adrije pa morajo ven. Zato upam, da sem zapopadla ne zaradi mojih zgodb, kaj se je meni zgodilo, ampak duh tega časa. Upam, da ujeti ta duh. Namreč samo te ureditve, v kateri smo živeli mi, socialistične, pa zdaj ne govorim o tem, je boljše ali slabše, ampak pač živeli smo v tem obdobju na način, kakršen smo. Znašli smo se na način, kakršen smo se znašli, to je tudi opisano. In duh te letalske družbe, ki je še danes zelo, zelo, zelo živ. Mi se po zaslugi moje bivše kolegice, tudi inštruktorice, Barbare Gortner, sedaj zopet dobivamo vsako leto. Je to srečanje. Stevardese ali tudi piloti? Tudi piloti. Adrijci na splošno. Adrijci, mi se imenujemo Adrijci, Adrijaši, kakor kdo želi. Pridejo tudi mehaniki, tudi zemeljske službe, skratka, pisana druščina. Pridejo kolegi iz Hrvaške in to v velikem številu. Tako res procentualno so zelo, zelo dobro zastopani. V glavnem stevardese in piloti, ki so živeli takrat v Zagrebu, pa danes živijo še vedno, recimo na Hrvaškem, se pripeljejo v Ljubljano na to srečanje, ostanejo čez noč, se pravi si vzamejo 2 dni za to, da se lahko srečamo. In je vedno srčno, ganljivo, ne vem, kako bi rekla, pač nepozabno. Vem, da ko sem se prvič urejala za to srečanje, me je moja mlajša hči tako opazovala in je rekla, mami, a vi ste bili res tako pripadni? Prav to besedo je uporabila. In sem gledala, sem rekla, ja, res smo bili pripadni in smo še pripadni. Mi smo še pripadni tej družbi, tej službi, temu času, drugače ne bi šli, zdaj se ne bi več dobivali, ne. Dejansko. Smem jaz pa tukaj, ker knjiga o tem obdobju več ne pripoveduje. Kako ste vi doživljali propad Adria Airways? Dejstvo, da smo ostali brez nacionalnega letalskega prevoznika. Jaz osebno in vsi ti bližji okrog mene, ki jih poznam, zelo težko. Za nas je bila to ena zelo, zelo huda zgodba. V seriji teh propadov naših dobrih podjetij, recimo, tudi, ne vem, tekstilne, kompletne industrije in potem je prišla na vrsto še Adria Airways, zelo, zelo nas je prizadelo, no. Tako da jaz vem, narediti pa nismo mogli prav nič ukreniti, ne. In takrat potem so prišle ven ene nalepke, Adria Forever, oblikoval se je Facebook profil Adria Forever, Forever Adria, nekaj takega. In vem, da mi je ena kolegica, ki drugače nimam tako stikov z njo, napisala, ne vem, a želiš eno nalepko, saj za spomin? Sem rekla, ja, seveda, z veseljem. No, in to nalepko sem si jaz tako nalepila na avto, na
šipo. In je še zdaj vsa zbledela gor in mislim tudi, da bo šla k naslednjemu kupcu, ko bom avto prodala, ves čas se vozim. In vem, da enkrat, evo, zanimiva anekdota, na obvoznici tukaj v Ljubljani sem prehitela nekoga, ne, in ko je videl to nalepko, ne, je upočasnil pred mano in začel mahati, mahati, ne, in reče moj mož: "Vspredaj ti nekdo maha." Sem rekla: "Sem nič kaj takega naredila, ne vem, kaj mi maha." In potem zagledam, v rokah je držal tisto eno knjigico adrijsko, ke smo imeli manual, ne vem, a so bile knjižice objav, ker smo imeli tudi takrat knjižice objav, da smo brali iz njih, zdaj ne vem, a je to vse posneto ali kako je to. In mi je mahal in potem sem rekla: pa si to je Andrijaš." Ne vem, kdo je bil, ampak potem sva si mahala, ne. Skratka, je bilo hudo in nam je še zdaj hudo in tudi ko gledamo recimo zdaj, ko še vedno veliko potujem in ko moram vedno pristati, ne vem, ali v Benetke ali v Zagreb ali na Dunaj ali ne vem kam in se potem voziti v Ljubljano, ali pa če že pristanem v Ljubljano, ampak nikoli ne slišim slovenskega jezika, ni isto, ne. Je slabo. In še vedno letite, pravite, kaj je tisto, kar opazite zdaj kot potnica, pa ne bi opazili, če ne bi imeli te izkušnje biti stevardesa, recimo. Kaj je običajnemu potniku, kot sem jaz, povsem skrito? Vidite kakšne tenzije, ki jih recimo vi ne? Ja, vidim čisto vse. Pa tudi vprašam. Recimo pravkar sem prišla s poti in s Turkish Airlines in bil stevard in direktno sem ga vprašala, ko sem videla, da ni bil razpoložen, sem rekla: "Do you like your job?" In je rekel: "No." In potem sva se smejala, sem rekla: "Saj razumem, ker vem, da ste zdajle utrujeni, ker vem, da je še cela noč pred vami, ne, in tako naprej." Ampak je rekel: "To ni dolgoročno, ne." Saj sama res ne vem, jaz sem bila dobra 4 leta, ne, sem delala, potem ko sem diplomirala, sem še 1 leto, pa potem sem šla, bom rekla, v prizemljeno službo. Ne vem, če je to delo za celo življenje, ne. Čeprav poznam kolegice, ki so res delale potem do upokojitve, tako kot ste prej dejali, ne. Tako da vidim, ja, veliko. Vidim, recimo, ko se sprehodim do kuhinje, ko smo mi rekli žalgelji, a ne, vidim, če je pospravljena, vidim, če je vse zavarovano, da ni kakšna kljukica ostala nezavarovana, ker bi potem lahko tisti boks ven poletel, ne. Vse to pregledam, seveda vse security, izhode, take zadeve. Ker česar se potniki mogoče ne zavedajo, posadka na letalu ni zaradi strežbe. Strežba je postranska. Posadka je na letalu zaradi varnosti potnikov. Dejansko. Recimo tista dva gospoda, ali pa zdajle smo imeli tudi gospoda pa gospo kopilotko, v kokpitu. Ona dva, njuna naloga je, da pripeljeta letalo, da ga prizemljita, če se karkoli zgodi, recimo v primeru emergency situacije. Naloga posadke pa je, da poskrbi za potnike, da jih evakuira. Se pravi, da bi mogli biti potniki zelo, zelo lepo se obnašati do posadke, ker so tam zaradi njihove varnosti. Tega mogoče se ne zaveda vsak, ki leti. V knjigi to lepo opišete, da se delo stevardese oziroma osebja na letalu začne bistveno pred prihodom potnikov na letalo, da to vključuje pregled vseh jopičev, da to vključuje pregled vseh predalčkov, da v vsakem hipu veste, da mora biti vse na mestu. A nam lahko kaj več o tem poveste? Kaj je pravzaprav delo stevardese tako v celoti? Res je. Recimo posebej, če si potem prva stevardesa, ali pa to rečemo vodja kabinskega osebja, purser, koliko več teh izrazov ima v CA1, cabin attendant 1, a ne. Potem dejansko jaz vem, ko sem bila, da se je moje delo začelo, preden sem šla na letalo doma, in sicer s ponavljanjem procedur v primeru emergency pristanka, a ne. In to ponavljanje procedur v več jezikih. In sem jih v resnici znala na pamet, ne vem, v slovenščini, angleščini, nemščini in tako naprej. Ker nihče od nas ne ve, če bi prišlo, v resnici nisem imela nikoli nobene take situacije, imela srečo, ampak ne vem, kako bi odreagirala. Lahko bi me popolnoma zagrabila panika, ne bi mogla nič, lahko da bi reševala, tako kot so naučili, ne vem, tega ne morem reči. Skratka, to se začne že takrat, a ne. Potem ob prihodu na letalo, pa tako kot ste rekli, pregled, ne vem, mogoče, ne vem, a so se procedure zdaj spremenile, mi smo morali pregledati kisikove bombe, ki so gor, gasilne aparate, vse plombe, vse jopiče takrat, dejansko smo se vlačili med tistimi vrstami, da smo ugotovili, so vsi rešilni jopiči gor ali ne. A je to danes tako ali ne, ne vem.
Predvidevam pa, da se ni kaj dosti spremenilo. Potem pa če si prva, je en kup dokumentov, ki jih prinesejo gor, ne vem, je lovčit, to je glavni dokument, v katerem se vidi pač obremenitev letala oziroma število potnikov in tako naprej. To mora vedno se ujemati dejansko s potniki. Tako da pred prihodom potem se pogleda obroke, kaj je prišlo. Včasih je bil velik poudarek na duty free prodaji. Se pravi, smo pogledali bokse, ki so bili vedno še zaklenjeni potem, dokler nismo prišli na višino. Skratka, vse to smo mogli sprejeti, pregledati in tako naprej, ne. Zdaj, morda, to je moj osebni občutek, morda ga boste potrdili, morda ne. Mogoče so nizkocenovne letalske družbe v zadnjem času malenkost spremenile to glamuroznost, ki jo je poklic stevardese prinašal s sabo. Ampak še vendarle obstajajo recimo letalske družbe, ne vem, kot so Emirati, kjer so stevardese pojem urejenosti, pojem res vedno nasmejanih oseb dobre volje. Kako je bilo morda takrat ali pa kako vi danes kot potnica doživljate ta vidik tega glamuroznosti poklica stevardese? Ja, nizkocenovne letalske družbe so dejansko z mojega vidika naredile ogromno škode v letalskem prometu. V vseh pogledih, ne samo v tem, kako zdaj stevardesa izgleda, glamuroznosti ali kakorkoli. V tej široki dostopnosti teh letalskih vozovnic, v tem masovnem letalskem potniškem prometu, absolutno nisem za to. In tudi potem nerada letim s temi in se jim izogibam, ker res niti servis ni na nivoju in ne vem, kako je z varnostjo, ampak recimo, da so usposobljeni. Nekoč sem gledala eno oddajo o nekem nizkocenovcem, ko ga vsi poznamo, v katerem so stevardese povedale vso to slabo plat, ki je bila res skoraj grozljiva, ko sem poslušala. Kar se tiče pa glamuroznosti, pa mogoče v tistem času, posebej zato, ker smo živeli v Jugoslaviji, je tukaj ta poklic izgledal majčkeno bolj kot v tujini. Čeprav je bil zelo cenjen, ampak jaz vem, da sem vmes, o tem pa nisem pisala, sem pozabila na to zgodbo, sem hotela v bistvu, ker sem imela eno simpatijo v Frankfurtu, tudi v bistvu iti na Lufthanso, ne. In sem šla na sprejemne izpite v Frankfurt in prišla zelo, zelo visoko. In potem so rekli samo nemščino, da ne izrilam, da bo čist flisent, da bo tekoča do konca, naj pridem nazaj, da drugače so bili pa navdušeni nad mano in nad mojim znanjem drugih jezikov in tako naprej. Ampak ko sem pa pogledala pogoje, tudi plače in pa tako naprej, so bili slabši, kot so bili pri nas. Tako da potem se nisem nikdar odločila, da bi šla tja. Pri nas je bilo pa to res nekaj tako pojem, a ne. Tudi vem, da so nas naši prijatelji tako majčkeno gledali, stevardesa je prišla, a ne, stevardese dobro zaslužite, okrog hodite. Ja, za tiste čase resnično smo tudi dobro zaslužile. Pa kot sem napisala, ja, bile smo v stiku s tem zahodnim svetom, z modo razen Trsta, izven Trsta še kje, ne, prišle smo do modnih revij, potem smo pa drugo ponašali in tako je šlo naprej, ne. Šle ste do hlačnih nogavic oziroma holohopk, ki so bile tanke, satenaste, lepe. Ja. Si kar predstavljam, kakšne. Tanke noge, prozorna, ni bila tako kot one naše debele zakrčne žile. Ja, in pa smo jih tudi čuvale, ker so bile tako drage, ne, saj to je res, dejansko je bila neka gospa tamle na Trubarjevi, ki je lovila zanke, ne, kadar so se strgale. Ja, do Hudson. In vsaka, ki je letela tja v Hanover, kjer je bila trgovina, vsaka je mogla priti nazaj s kupom teh Hudson Glamour holohopk, ki smo jih pa morale nositi tudi poleti. To je bil pač dress code. In smo smele bose biti. Zdaj, ko se pogovarjamo o dobrem zaslužku stevardes, morda je treba najprej povedati, da je tudi delovnik relativno naporen. Iz tega, kar sem recimo jaz prebrala v vaši knjigi, govorite o verigah, to pomeni o delovniku oziroma o več dni trajajočem zdomstvu. Govorite o tem, da tudi takrat, kadar ste bili doma, ste bili velikokrat na čakanju oziroma ste dejansko morali čakati doma, če se je pripeljal šofer in vas vzel na delo. Tako da tako zelo, bom rekla, neke svobode pa prav zelo ne vidim. Ne, res. Ampak kot študentki, ne, se je to zdelo vsaki zelo, zelo v redu.
V bistvu, no, jaz sama sem to tako doživljala, ko sem bila študentka, da sem zelo rada delala tudi nedelje, pač nisem imela družine, a ne, nisem imela otrok in tako naprej. Rada sem delala tiste dneve, ko si bil plačan celo majčkeno več ali pa dobil višjo dnevnico, smo mi temu rekli. Se pravi, zelo si bil vesel, ko si se zagledal v planu, da letiš soboto, nedeljo, praznik in tako naprej. Danes recimo, ne, ko imamo razgovore z mladimi, prva stvar, ki vprašajo, a sem prost za vikend, ne, ali lahko delam samo do 3. Ja, pač ne. Mi smo imeli nočne službe, to sem opisala. Res to, recimo, ko pride kombi pote, takrat je še kombi vozil, ne, kasneje tudi niti ne več. Ob 2 to pomeni, da praktično nisi šel spat, a ne. Nisi šel direktno na delo. Ko je prišel na -10 ali na -15, pa si ga čakal 15 minut, praktično jaz nisem več vedela, kje sem, na katerem planetu. Tako, v bistvu sem imela vse za nohti že, mislim, prav hladno, mrzlo, ledeno, no, led. Res samo solze se mi ulile, ko sem se usedla v topel kombi. Tako da so bili posebni pogoji, tudi dejansko so na letalu posebni pogoji, je slabši zrak, noge recimo začnejo pokati kapilare. To opaziš kar naenkrat na plaži, pa rečeš: jaz pa prej tega nisem imela, a ne." Skratka, sigurno, a ne, pogoji so posebni, vendar ko si mlad, tega ne čutiš. Tako da, ko rečete, ja, prav, kakšne svobode. Ja, na tiste dneve, ko si bil stand-by, ko je pisalo noter S v planu, si absolutno moral biti doma pripravljen, da pridejo kadarkoli pote, no. In kako pa je to nomadsko življenje ali pa to prilagojeno življenje vplivalo recimo na vaša zasebna razmerja, prijateljstva, partnerstva? Je bilo težko usklajevati, Ja, ta dva vidika? Ja, zelo težko. Prijatelje postopno kar izgubiš, ker te nikoli ni, takrat še niti ni bilo mobitelov, ne, se pravi, nekaj časa je tam ti telefon zvonil v prazno, potem pa je nehal zvoniti, če si ga sploh imel, ne. Jaz kasneje, ko sem se preselila v svoje stanovanje, niti nisem imela telefona. Potem pa, kar se tiče pa zvez, ja, to tudi opisujem, recimo sem imela neko zvezo, že tako je bila na daljavo, v tistih nekaj mesecih, ko sem jaz tam lepo letala po dalmatinski obali, seveda je to vse šlo narazen, te zveze več ni bilo, je bilo težko, no, je to težko, ker si ves čas odsoten, nikoli ne veš, kdaj boš prišel, nobenih načrtov ne moreš narediti za skupno življenje. Sem tako mogoče z veliko truda, na obeh straneh, ja, ampak jaz sem bila še mlada takrat in, niti tega nisem tako doživljala, no, da je bilo to toliko težko. Kaj pa odnos, moški-ženske v tem poklicu? Zdaj ste sicer omenili, da ste pred kratkim zdaj leteli na letalu, kjer je bila kopilotka ženska, ampak recimo iz teh časih, času Jugoslavije, se mi zdi, da kar je bila neka jasna, hierarhija, jo tudi opisujete recimo pri dodeljevanju hotelskih sob, a ne. Najprej so prišli na vrsto piloti, ki so bili vedno moški, potem so prišle po rangu stevardese in, tako neka hierarhija, ki je bila zelo močno prisotna. No, moram reči, da smo mi imeli tudi eno kopilotko in je bila krasna, smo jo oboževali, in ta, je potem šla, kakor je meni znano tudi kasneje, leteti, mislim, da za KLM, in da je celo naredila izpit in je bila kapetanka. Tako da moram reči, da, smo bili zelo ponosni nanjo. So bili pa seveda pretežno moški, mislim, da je bila samo ena, samo naša Marjanca, no. Kar se pa tiče tega, ja, hierarhija v smislu tega, ampak, drugače je bilo pa kar čutiti en tak zelo dober tovariški odnos in nismo imeli tega občutka, da bi bili piloti nad nami. Kakorkoli, gledala sem neki dokumentarni film, ravno o tem, ko ste tudi prej omenili, kako se je to vse začelo. Takrat so se morale stevardese prav izboriti za neko, bom rekla, vrsto, neponiževanj ali pa neko enakopravnost, s stavkanjem in tako naprej, v bistvu, kako so jih na začetku tretirali, pri nas tega ni bilo. Jaz mislim, da pri nas mogoče v vseh pogledih bilo ženski lažje v socializmu, ker so bile tovarišice takoj enakopravne tovarišem, ker so lahko tudi zasedale, ne vem, zelo dobra mesta, bodisi v stranki, v partiji ali pa v gospodarstvu. Tako da nekega takega šikaniranja sploh ni bilo nikoli čutiti. In smo se imeli res zelo lepo, tako smo prijateljsko na neki, bom rekla, neki tovariški, prijateljski bazi, a ne. A vendarle pa opisujete, nekaj morda, ki sami rečete, morda so to neke urbane legende, ampak ste si jih, predvsem stevardese začetnice, med sabo pripovedovale v smislu,
trkanja na vratih, v smislu, da bo pilot prišel po vas in da mu ne morete reči, ne grem s tabo v tvojo sobo, čeprav tega niste nikoli doživeli, ampak očitno so pa neke urbane legende so pa krožile na to temo. To zagotovo so, ne. Ker dejansko, ko sem prišla in ko sem to poslušala, mi je bilo tega najbolj strah, ne. Takoj so začeli, potem pa če pa ti potrka, pa ne boš šla, pa ne boš drugo leto letela, ne. In potem tega trkanja ni bilo, ne. Se ni zgodilo in sem zdaj ne vem, a se izmišljujejo, ali pa mogoče jaz bi rekla, da na koncu se trka točno tja, kjer veš, da lahko potrkaš. To sem potem na koncu bil moj zaključek. To je zaključek. Ja. Torej, da gre dejansko za urbano legendo in da je nekomu prav prišlo, da se tako. Ampak vendarle, a obstaja kakšna zgodba, denimo, ki lahko s potnikom, lahko še kakšna, s kakšnim od sodelavcem ali pa sodelavko, za katero se niste odločili, recimo, da jo boste delili v knjigi, pa ste se kdaj kasneje rekli, to bi pa še lahko vključila, recimo. V resnici sem kar zelo izčrpala svoj nabor, ker sem si jih kar dolgo zapisovala, ampak kasneje mi pride kakšna zadeva, ke se spomnim, oziroma zadnjič sem bila tudi na enem potovanju z bivšo kolegico, ki takrat nisva bile skupaj, ampak sva zdaj ugotovili, da sva v istem času bili na Adriji, in ko mi je ona kaj pripovedovala, sem točno, to sem pa pozabila, lahko bi dala tudi noter v knjigo, ne vem, kaj mi je že recimo to, ne, tega se sploh ne spomnim, ker nismo imeli telefonov takrat, in ko si bil na stand-by, ne, mi ona reče, pa se spomniš, potem so nam pa poslali telegram, ne, da se moramo pripraviti. Zakaj se tega sploh ne spomnim in ne vem, a sem kdaj prejela, ne. Si predstavljate, da pride prej telegrama, ne, brzojavka, hitro se pripravi, ker greš, ne vem, čez pol ure na letenje. Sem jaz se tega ne spomnim. Ona, sem če bi se spomnila, pa če bi vedela, bi mogoče še kaj takega vključila. Kakšnega kolega, kakšna zgodba. Ne, v resnici nobenih zamer nimam, to so bila zame ena 4 najlepša leta v moji, rekla, poslovni karieri, če lahko to tako imenujem, ker kasneje sem delala druge stvari, a ne, ampak še zmeraj najlepša leta službena. A bi vi danes svojim hčerkam ali pa recimo vnukinjam priporočili poklic stevardese? Priporočila ne bi jih pa ovirala ali kakorkoli, če bi, ne vem, a bi jih spodbujala. Danes je res drugače. Če pogledam, recimo s to kolegico, ki organizira srečanja, vsako leto so se pogovarjali, kako lepo bi bilo, da bi spet oživeli, da bi imeli svojo nacionalno družbo in tako. In potem se rečem, ampak a ti opazuješ zdaj, ko letimo kot potniki, kako se je vse spremenilo? Recimo, če gledate, opazujte, posebej na nizkocenovnih. Praktično te kuhinje sprednje ni več. Mi smo bili, v bistvu je bila prej spredaj geli, tako WC, in si bil vgrajen in si imel tam nekaj noter zasebno, saj približno, da te potniki niso videli. Zdaj pa stremijo k temu, da dajo čim več sedežev noter in so potisnili ta del potniške kabine naprej v kuhinjo in potem pred kuhinjo je paravan, ki je majčkeno malo višji od tega. In ves čas leta stevarda oziroma stevardeso vidiš vse, kaj počne. Ne vem, če si vrta po nosu ali če, ne vem, daje announce ali če gleda tam, prav na očeh vseh je 2 uri, ne. Mislim, in si rečem, a je to sploh še ta poklic, kakršen je bil. Kako danes, kam jih v kakšne namestitve jih dajo, nas so dejansko najboljše, 5-zvezdične. Kje danes spijo, koliko časa imajo ta duty time, tega ne vem, a ne. Ampak kot ste rekli, nekatere letalske družbe kot Emirati pa Etihad in tako naprej, jaz se z njimi pogovarjam, tam so dekleta vseh narodnosti, jih tudi naštejejo, ko letiš, a ne, danes so z nami, ne vem, povejo Hrvaška, Italija in tako naprej, Gruzija in tako naprej, se z njimi pogovarjam, Romunija, so zelo zadovoljne z življenjem v Dubaju, v Omanu. Vse so zelo zadovoljne, ampak pa tudi povejo pa, oziroma vsaj tako, kot sem se jaz z njimi pogovarjala, da v bistvu ne smejo biti v partnerskih zvezah in da v trenutku, ko bi recimo zanosile, da je te službe konec, nepreklicno. To se je recimo meni zgodilo enkrat, ko sem letela z dojenčico, je ena stevardesa, ena mlada punca, imela je v bistvu ves čas v rokah in vmes je celo neko solzico potočila, koliko bi ona si želela imeti otroke, samo da to pomeni, da bo konec njenega dela za Emirate, denimo, ne. Tega ne vem. Pri nas si se lahko po izteku porodniškega dopusta vračal na letalo ali pa potem recimo, če dekletom ni ustrezalo, so ostale na zemlji kot zemeljske stevardese. Tako da absolutno nisi ostal brez službe. Zdaj,
komu je še potem toliko ustrezalo recimo delo na letalu, ne vem, a ne, potem, ko imaš otroka, si želiš biti več doma. Je pa tudi dejstvo, da kasneje po osamosvojitvi, ko še nekaj časa delala Adria Airways, teh verig, o katerih jaz govorim, več ni bilo, ne. Ko sem se jaz pogovarjala, ni bilo več teh 5-dnevnih, 6-dnevnih letenj. Letenje je bolj postalo podobno, mi po domače rečemo šihtu. Pač si šel, odletel, priletel nazaj, ali je bilo to kot neki 8-urni delovnik, ne. Tako da ni bilo več tako naporno kot takrat, no, ko sem jaz delala. V vaši knjigi jaz sem si mislila, da vas zelo zanima arhitektura, ali pa vsaj, da imate oko za arhitekturo, zato ker praktično v vsakem mestu ali pa te glavne destinacije, kamor ste leteli, namenite del zgodb tudi hotelom, v katerih ste spali. Jaz sem šla pogooglati večino teh hotelov, na žalost, nekih tudi več ni, kot je recimo hotel v Mostarju, opisujete z enim takim zelo sočnim jezikom. Torej, očitno ste bili takrat v zelo luksuznih hotelih nameščeni. Kako ste doživljali ta razkorak tega luksuza na eni strani, ko ste bili na destinacijah, pa potem čakanja doma v stanovanju, če vas pride kdo iskat, ko ste na stand-byju? Kako ste se s tem? No, niso bile prav vse namestitve luksuzne. O tem tudi pišem, so bile tudi zelo povprečne, tako moram reči, ne. So pa bili hoteli tudi za nas nekaj novega, ne. Prej, recimo, ne, ko bi rekla, v povprečju smo hodili starši v sindikalne prikolice ali pa nekam na morje, v neke apartmaje in tako naprej. Tako da dejansko jaz mislim, da večina se nas je takrat prvič srečala s tem nekim hotelskim življenjem, sploh pa, če pa so bili taki hoteli, ki so bili malo na višjem nivoju. Torej dobri zajtrki, postrežba, Ja. razvajanje. Razvajanja. No, ampak to mi je vmes med pisanjem, kar naenkrat sem dobila to idejo, sem rekla, fino bi bilo opisati še te hotele, na katerih ni več, žal, ne, hotel Ruža v Mostarju, čeprav menda, da ga nekaj obnavljajo, ampak to ne bo nikoli več tak, kot je bil. In potem sem dejansko tudi jaz mogla poiskati precej podatkov o teh arhitektih, kdo so to bili. In sem tudi sama ugotovila, recimo, ne vem, za hotel Croatia v Cavtatu, da je bil to takrat pojem v evropskem merilu in da so ga hodili gledat tuji arhitekti, ne. V bistvu naš predsednik, a ne, bivši Tito, se je rad pohvalil s takimi zadevami. Ne vem, en tak grozno lep hotel je bil na Krku, Haludovo, ne, to je bil hotel vseh hotelov, ki je še danes razvalina, popolna razvalina, ker se ni uredilo to lastništvo in ne vem kaj še vse. Skratka, potem so bili pa ti stari z dušo. Ne vem, hotel Esplanade v Zagrebu, še danes, če greste tja, ne, to recimo noge kar padejo, petke od tiste preproge, zajtrki so veličastni, ja. Recimo beograjski pa posebej sem si ga zapomnila oziroma sem ga še obiskala neke 2 leti nazaj, se mi zdi, je pa popolnoma nedotaknjen. Če kdo želi se vrniti, v bistvu zavrteti časovni stroj nazaj, gre lahko v hotel Palace v Beogradu, je tak, kot je bil. Z vsemi zavesami, z vsem tistim okrasjem, s tistim mini dvigalom, kamor mogoče komaj 2 prideta ali pa ena stevardesa z velikim kovčkom. Skratka, kot bi zavrtel kolo časa. Ampak potem, ko sem brala, kako je bil takrat pomemben, ko je bil narejen, kakšna veličastna zgradba je bila, sem si mislila, da si ti hoteli zaslužijo tudi mogoče malo opisa v teh mojih zgodbah. Kaj pa je tista, recimo, skrivnost, ki jo ve samo kabinsko osebje in recimo potnikom, če obstaja seveda taka skrivnost, potnikom običajno ostaja povsem skrita? Ali pa, a je kaj takšnega, kar recimo vi opazite, pa ostali ne bi? Ne bi rekla, razen seveda teh procedur, ki jih ne poznajo, kakšnih znakov, ki mogoče potniki ne prepoznajo, ko se pojavi kakšno zvonjenje, ne, iz kokpita, pač se ne ve, zakaj. Zvonjenje iz kokpita se sliši drugače kot Ne,
To je pač en zvonc in potem vsaj tako je bilo, včasih, zdaj ne vem, da nam kaj napačno povedala, ampak moraš vprašati, kaj se dogaja. In lahko se dogaja, da recimo, ne vem, je treba samo postreči v kokpitu kavo ali obrok, lahko se pa dogaja, da je treba obvestiti potnike, ne vem, da bomo prej pristali zaradi tega in tega razloga ali pa da se bomo vrnili na začetno letališče in tako naprej, no. Enkrat se mi je to zgodilo, da smo se morali vrniti na izhodišče in potem ne želiš preveč preplašiti potnikov, no. Mogoče ne poveš pravega razloga, zakaj se je to čisto zgodilo, ampak a ne, pustiš potnike, da niso čisto preplašeni. Katera veščina, ki ste jo pa recimo pridobili v tem času letenja, ko ste bili stevardesa, vam je recimo najbolj koristila v življenju? Ali pa kaj bi rekli, da je tisto, kar je bilo Organizacija. neprecenljivo? Absolutno organizacija. Jaz v bistvu kasneje se še ukvarjam, ne, med drugim tudi z organizacijo dogodkov in dogodek je zelo strukturiran, a ne. In potem sem ugotovila, da je pač vsak let je organizacija dogodka. Krajši, kot je bil, bolj je bil strukturiran, bolj je bil čas kratko odmerjen, in ne glede na to, da smo imeli noter v svojih teh checklistah točne v bistvu zadolžitve CA1, se pravi cabin attendant 1, 2, 3 in tako, vsaka je zase vedela, kaj počne, a ne. Smo potem na letalu, včasih ni bilo časa sploh za ta briefing, ne. Načeloma, če je bil čas, smo imeli neki uvodni briefing, kako bo potekal servis, kaj bomo potem naredili, če pa ni bilo časa, če je bil kratek let, smo delali brez besed, ne vem, uro pa pol, samo šlo je tak, do konca pospraviti, odzavarovati, da lahko varno pristanemo. In to je to, a ne. Ker varnost je pa spet na prvem mestu bila, ne, ni smelo nič ostati nepospravljeno v kuhinji, nič na prehodih in tako naprej. In od tega moram reči dejansko organizacija, komunikacija z težkimi karakterji, se pravi tudi majčkeno psihologije človeka se naučiš, kar precej, no. Težki karakteri med potniki? Med potniki. Ja, med potniki. Kako ste se soočali s težkimi karakterji med potniki? Najbolj z izjemno pretirano ljubeznivostjo in nasmehom. Temu niso mogli oporekati. Tukaj so mogli popustiti. Tudi če je še tako bil, ne, in če si bil še toliko ljubezniv, da je bilo že osladno, da sta se mogoče že dve vrsti okrog in spredaj in zadaj smejali, a ne, od osladnosti, je takemu potniku to nekaj pomenilo. Se mu je zdelo, da mu posvečaš pozornost in pač ni mogel več, a ne, vztrajati v svojem tečnarjenju, ali karkoli je zahteval in želel, no. Ste znali oceniti, to se jaz vedno sprašujem, ko kabinsko osebje čaka na letalo, ko potniki vstopajo, a so kakšni znaki, po katerih prepoznate, tale bo pa zalogaj, ali pa tale bo pa tečen, ali pa tukaj Ne, nismo niti po moje imeli časa, da bi se s tem ukvarjali, samo pozdraviš in hitro potem, tam je že toliko enega dogajanja. Vsi se morajo hitro posesti, vsi pospraviti hitro gor, potem se začne štetje, a ne, štetje potnikov, poročanje v kokpit, recimo, da so vsi, a ne, pregledovanje, da vse štima z dokumenti in tako. Tega ne bi mogla reči, da bi takoj na obraz videla. Ja, mogoče prepoznaš kakšnega vinjenega, ne, malo alkoholiziranega potnika, to sigurno, posebej med našimi sindikalci, tega je bilo kar precej, a ne, ker so takoj začeli s kakšnimi dovtipi, ker si ga zavohal. To ja, drugo pa ne bi mogla reči. Pa ste imeli navodila, da vinjenim potnikom dodatno ne točite alkohola, ali nečesa ali nekaj takšnega v tistem času še ni obstajalo? Da ne bi dodatno, se meni nikoli zgodilo. Sem pa že slišala, da so imeli težave nekje z nekim res zelo, zelo vinjenim, takrat pa so mu prenehali in ne vem, kakšna je bila točna procedura in kaj se je potem zgodilo z njim. V bistvu lahko tudi pride eden od pilotov ven iz kokpita in tudi v bistvu zahteva, a ne, da se potnik umiri. Če se ne, se lahko tudi pristane kje drugje in tako, če je res hudo, ja. Ne vem, koliko je bilo v vaših časih letenja z Adrio Airways problematičen ta overbooking, ki ga se mi zdi, da zdaj opažamo kar na vsakem letu, da pač letalska družba proda več sedežev, kot jih je dejansko na voljo, v upanju ali pa v neki statistiki, da se vsi potniki nikoli ne bodo udeležili leta. Je to nekaj, s čimer ste imeli že takrat izkušnje? Ne, nikoli. Kaj pa vprašanje duty free? Jaz tega tudi nikoli recimo nisem dojela. Zakaj tako vestno ali pa komu je interesu ali pa zakaj, in tudi vi kar veliko v knjigi namenjate temu duty freeju,
v čem je fora, če najbolj po domače povem? Zakaj duty free na letalih? Aha. Pač takrat je obstajala ta prodaja, mogoče niso bili ti artikli tako široko dostopni, ali pa kdor ni imel na letališču te priložnosti, je lahko dokupil vse na letalu. In takrat so bile prodaje res gromozanske. Zdaj, jaz se ne spomnim, a smo bili mi kaj stimulirani od teh prodaj, ker zdaj sem gledala, da recimo ravno ti nizkocenovni zelo so in se med sabo kolegi skregajo, kdo bo prodajal, zato ker dobijo nek procent. To se je tudi meni zdelo, da morajo Ja. biti, da morajo biti plačani od procenta prodaje. Ja. Jaz se ne spomnim zdaj točno, smo mi imeli kaj to, ampak smo pa jaz sem to zelo rada počela, že samo sebi, ker je bila komunikacija, interakcija, ker so bili parfumi, so bile alkoholne pijače, ker so bili cigareti, tako. Jaz sem iz vaše knjige sklepala, da ste verjetno bili stimulirani, zato ker eno anekdoto pripovedujete o prodaji ogrlic in vam je en pilot prišel pomagati in prodal vse ogrlice. Zato sem verjetno sklepala, da nekomu je pač bilo v interesu, da se čim več proda. Ne, saj zgolj kot To je bila pa zanimivost. šala. To je bila pa šala. To je bila pa dejansko šala. pomagal. Je pomagal, je prišel in je pomagal, s tem, da moram reči, da je bil kokpit takrat zavarovan, ker smo imeli noter še observerja, sicer ne bi mogel kar iti, so bili 3 notri. In potem, ko je vprašal, kako gre, kolegica, sem rekla, ja, glej, samo ta artikel se ne prodaja. No, pa poglejva, koliko bom jaz to prodal, to je bil en Hrvat. In je dejansko prodal vse te verižice, tako, in potem naprej odpeljal, kamor smo pač bili namenjeni. Ampak to je šlo bolj prav za šalo, no. A mu bo uspelo ali mu ne bo uspelo. Dokazal se je, da je tudi kot dober prodajalec, no. Boljši kot jaz. Še ena malenkost, ker smo vendarle v podcastu Hudičev advokat. Koliko resnična je morda spet urbana legenda o tem, da piloti in stevardese običajno ali pa skačejo čez plot? Ja. Je resnična, ni urbana legenda, ampak je resnična toliko, kot je resnice v tem, v vseh drugih poklicih. Če bi se lotila pisati mogoče, ne vem, knjigo o nekem v zbornici, v neki šoli ali pa mogoče o neki bolnišnici, bi prišla verjetno do podobnih ali pa istih zaključkov, ne. Tukaj so bile te zveze, tudi sama opisujem svojo. Bile smo mlade, bile smo zaljubljene in pač bil si ves čas nekje na poti in te zadeve se zgodijo, ne. Tako da Nekaj, kar morda potniki tudi ne vemo, je, da recimo v knjigi opisujete te afterlandinge, v bistvu žurke ali pa kako naj to sploh poimenujem, v hotelih, potem ko je celotna posadka varno pristala in do naslednjega dne, ali pa če ste imeli celo vmes kaj pavze, kakšen dan pavze, so bile to v bistvu žuri v hotelskih sobah, afterlanding. Ja, v bistvu je bila pijača. Ni bil prav žur, razen enkrat, ko smo proslavljali tisto veliko noč, recimo, ko opisujem, a ne. Ampak ja, nekdo je povabil na afterlanding, se pravi na neko pijačo, kjer smo se še družili. To ni bil žur, da bi bil zdaj party pa zabava pa ne vem kaj, ampak zopet v bistvu, ne vem, ponavljanje istih letalskih zgodb, šale, ki so krožile okrog, neko dobronamerno, bom rekla, upravljanje in tako naprej, ob neki pijači, ja. To je bila navada, ja. Si pa mogel imeti dovolj časa potem do naslednjega leta, recimo, saj te ure so bile takrat kar znane. Kar je meni tudi padlo v oči v zelo pozitivnem vidiku, je, morda dopuščam, da ste vi takšni in da to ni nekaj, kar je lastno stevardesam, ampak ta dobronamernost, ki veje recimo iz te knjige. Včasih slišimo ženska, ženski volk. Pri vas se mi pa zdi, da je bila to ena sama toplina, ena dobronamernost, pomoč, prijaznost od konec koncev. Je to mogoče vaša osebnostna lastnost, pa ste to videli tudi potem v drugih, ali bi na splošno rekli, da ste si toliko zelo pomagale med sabo? Je to moja lastnost tudi v kasnejših službah, kjer sem delala, in tudi danes. V bistvu res nikoli ne vidim ženske kot konkurence, ampak vedno lahko pomagam, sem lahko mentorica, zdaj ko sem že starejša. Vedno sem vesela, ko ženska napreduje, ko raste. Bile so okrog mene takšne in drugačne in tudi zdaj, ko sem v poslu, ko imam svoje podjetje, je enako. Srečujem krasne ženske,
ki so vedno pripravljene me podpreti druge ženske, in take, kot ste vi rekli, ne, ženski volk. Ženska, ženski volk. Ja, ne vem, mogoče lahko na tem mestu, zdaj, ko ste me ravno v bistvu mi dali iztočnico, jaz sem zdaj tudi predsednica združenja All Ladies League Slovenija. To je ena velika mreža žensk, ena največjih na svetu, svetovnem merilu, ki je ustanovila ena zelo, zelo ugledna Indijka, dr. Harbin Arora, ki je bila pred nekaj leti uvrščena med 100 najbolj uglednih ljudi na svetu. In mi se dobivamo po vsem svetu na Women Economic forumih, kjer si ženske, dejansko smo si v podporo, si pomagamo, se opolnomočimo, si govorimo pozitivne zgodbe, vendar bomo med temi ženskami našli tudi ženske, ki ne želijo tako dobro drugim ženskam. Tako da jaz lahko iz svoje poslovne poti, zdaj, ker sem jo prehodila že kar skoraj celo, a ne, sem tik pred upokojitvijo, povem, da tiste ženske, ki so mi pomagale, in teh ni bilo malo, so bile res izjemne. Je bilo pa nekaj takih, ki pa pač so me zavrnile, ampak to je življenje. Gospa Lidija Pavlin, najlepša hvala v imenu vseh žensk, ki jim pomagate, ki jim še boste pomagali, v imenu pravzaprav vseh, ki bodo deležne del te dobronamernosti. Hvala lepa za vaš čas, za vso to energijo, za izredno zanimivo branje, ki ga resnično priporočam, preprosto zato, ker so to časi, ki se jih je vredno spomniti, jih je tudi vredno poznati. Veliko sreče pri vnukih, pri vaši nadaljnji poti in najlepša hvala, da ste bili moja gostja. Hvala, da ste me povabili, Maja. Hvala. Se vidimo čez 14 dni, lepo se imejte. Poslušali ste epizodo podcasta Hudičev advokat, ki ga ustvarjam odvetnica Maja Koršič Potočnik. Podcast objavljam vsak drugi ponedeljek ob 6. zjutraj na kanalih YouTube, Spotify in Apple Podcast. Imate vi kakšno perečo temo, o kateri bi lahko govorili v podcastu? Sporočite mi vaše predloge.